Živijo, dober dan, dobrodošli v AS podcastu. 49. epizoda AS podcasta je pred nami in glede na to, da se je začela končnica lige NBA oziroma da je pred vrati in da se bo kmalu začela tudi končnica lige ABA, imamo kar nekaj tem za obdelati in to bomo storili v naslednjih 55 do 65 minutah. Tadej Ferme, Iztok Franko in Mirko Mulalić, tokrat omizje, surprise, šoker. Samo gospoda voditelja, tistega, ki bi moral biti, ga danes ni, ker je odšel na jug Španije. To nas ne preseneča, kaj ne, gospod Štucin? Mene je presenetilo, moram reči, da negativno, ker smo morali kar precej stvari zavrteti, kar se planov tiče. Ampak, veš, to je tako, ne? Vse snavajen. SP-ovci. Sam da na začetku razčistimo, kdo pelje na kosilo in kam po končanem podcastu. Odvisno, koliko hitri bomo. Dajmo pa v 55. In koliko smo lačni. Pogledamo najprej, kaj je za malco sploh. ABA ligo vržemo iz razporeda in ne bo nas. Po 55 minutah smo konc. Ja, in pokrije šef. Saj nobenega to ne zanima. ABA liga. Danes je piščančji zrezek v jurčkovi omaki in ris z zelenjavo. Protein goals, ne? Proteini bojo danes. Ne, pa res moramo hitro. Dobro. ABA liga. Zaključuje se ta drugi skupinski del. Kako ste, fantje? Najprej dajmo te stvari, ta lepe stvari. Dajmo povprašati tega, veš, da zgleda, da mu je želez padel. Bolehal je za neko hudo boleznijo, 5 dni se ni nikomu javil na telefon. Ja, malo sem se sestavil, doktor Mulalić mi je predpisal neke alternativne metode. Ja. In se mi zdi, da sem kar boljš, ampak pa vidim pač Fraleta, pa koliko je on pripravljen, pa se spet malo slabš počutim. Ja, dobro. Body shaman. Ja, točno. A si kaj windsurfu spet za te bicepse svoje? Ne še. Čakam na sezono zdaj. Kdaj pa je dejansko windsurfing sezona? Ja, za tiste te prave surfače, skozi za mene pa poleti do septembra. Odvisen, koliko mož denarja pa je. Tako, zdaj sem si prešaltil še na wing, kar je tako za windsurferje. Shame. Ne, A to je shame? Ja, to se pravi, da bi tenisač šel na pedal. Tako, ampak zaklep po hrvaški, drajsa te pa boš. Kva pa bojo te Hrvatari, ne? Ti govorili, kva ti lahko, pa kva ne smeš. Tako. Ne, se oni tako ne surfajo, to sam Slovenci. Ja, valjda samo Slovenci prihajajo, ne? Ti, Mirc? Vse skozi na firmi visim. Delam skozi maili, študij, a se nisi lik pritoževal, da sta odpadla 2 studija in da si brez dela in da nimaš nič več za delati? Ja, nekako sem se navadil, ker si ti res človek strukture in plana in da vedno tisto, kar pošljaš za en mesec naprej, drži. In zdaj kar od enkrat pol plana ne drži. Ne? In se počutim, da mi nekdo pol plače odtrgova. Dajmo še povedati tole. No. Če me spomin ne vara, si ne dolgo nazaj na tekmo Cedevite Olimpije, točno 35 sekund pred začetkom, preden so odštevali iz režije 3-2-1 v Lajvuci. Naj te popravim, Ilirija je igrala. Ilirija je igrala, se opravičujem, ampak je bilo pa v Stožica. Je prišel na robno dvorano. Tako, razloži. Torej, ker si tako takten človek, organiziran človek. Ne, jaz sem zelo neorganiziran človek, sem pa človek improvizacije in zelo hitro se lahko izvlečem v vsaki situaciji. Tako da posod dobiš nek gift and a curse, realno. No, v glavnem, jaz se peljem, seveda, Ilirija je doma v Tivoliju, se peljem v Tivoli, predtem nisem preveril, seveda, krivim Balkovca, ki ga danes ni, ker je z malimi napisal lokacijo, ne z velikimi v caps locku. Ne, iskreno, enostavno sem pač šel avtomatsko v Tivoli, tam je bila še neka gužva in to se mi je zelo malo sumljiv, da sem tam na klančku, tam čakal, preden greš not v rampo 15 minut, to mi je že bilo malo tako, čak malo, Ilirija ni lih ponavadi toliko zagužvano, hokej danes ni, ta ura lih ni primerna, v glavnem, in na kar sledi klic gospoda Lamuta in še jaz njega naderem ga dobesedno, jaz sem tle, umir se, počak, in on sliši rešilca, da gre mim. In jaz sem rekel, da sem tle in mu je bilo jasno, če bi bil tle v Stožicah, not v bunkerju, ne more biti. Rekel, Mirca, si ti v Tivoliju? Pa jaz tako, evo, sam parkiram, vse je v redu. On tako, v Stožicah imamo. No, pol ta hladen znoj, pride ta hladna prha, na hitro zračunati najhitrejšo pot, medtem ko je ostalo, mislim, da dobrih 13 minut do live-a. In seveda tam čez Drenikovo sem bil Schumacher za nekaj časa, vratar
Spodi na rampi seveda ni isti, kot predstaviti Olimpiji. Ne prepoznate, ne ve, kdo si. Jaz hiter live imam, minuta je še do live, ne vem, gleda papir, jaz ko sam rampa mi odpri, zapeljem dol, mi tip rampe ne zna odpreti. Cela nervoza, pol tista gospodična, v glavnem dobesedno, brez maske, direktno, brez testa, živijo, lepo zdrav in to je to. Dobro. Tako da, ABA ligo sem s to zgodbo ven vrgu, gremo naprej. In potem se čudi, zakaj v studiju odpada. Ampak ja, Okoran je bil že pripravljen na dvojno plačilo, je že nastil si ročice in seveda je pleško uletel buzzer beater. In kdo misliš, da dela te studije, ki so tebi odpadli? Ja, Okoran. Seveda. Si ga nagradil, kaj točen. Ja, tako. Pravilno. Jaz sem čist za neko hierarhijo in strukturo po pravičnosti. Tako to je to. Dajmo, zdaj pa dajmo. Ni več cajta velik. Bo malce kmalu, ja. ABA liga. Dajmo se najprej tega lotiti, glede na to, da smo videli kar nekaj pretresov, takšnih drugačnih v zadnjih tednih. Od smrti velikega Duška Vujoševića do niza 7 zaporednih porazov Olimpije, do nenadejanja menjave na trenerskih mestih v Dubaju. Česa bi se ti najraje dotaknil? Mene je najbolj pretresla ta menjava v Dubaju. Pa še zdi se mi, da je za nas tako aktualna, glede na to, da je Sekulič tisti, ki je prevzel to pozicijo in zamenil tudi Golemca. Kje po tvoje tiči razlog, glede na to, da je Golemi praktično pred 3 meseci podpisal podaljšanje pogodbe? Ne vem, meni je to res bizarna poteza in je absolutno ne razumem, sploh zaradi tega, ker verjetno so neki interni razlogi, ker rezultatsko v Euroligi se jim ni uspelo uvrstiti med top 10 za en poraz praktično in je nerazumljivo v tem delu sezone, ko so v bistvu v ABA ligi so v vrhu s Partizanom izenačeni, nimajo slabe sezone, imeli so težave z poškodbami in zaradi tega je meni to kar bizarna situacija. Verjetno imajo neke interne razloge, ampak to pa ne vem, če ima kdo tu. Ja, mislim, tebe vprašal zato, ker rekel si Golemi, to je super, da skupina pivo hodita, pa da sta... on tudi tebe reče, gospod ampak verjetno te sprašuje zato, ker si imel Golemca več let kot svojega trenerja. Meni je bil to zelo skop odgovor. Pričakoval sem več od tebe. No, hvala, Mirko. Zakaj ti misliš, da kaj je lahko pri Jurici toliko šokantnega, da 3 mesece po podaljšanju pogodbe dejansko gre? Ali so to v veliki večini primerov, to ta zdaj basketaša povedala, igrice znotraj garderobe, da je garderobni revolt, kot bi temu rekli, ali je to zdaj direktorski revolt, ali je to zdaj dejansko neka zadeva, nek trade, ki, sej Jurici konc koncev, vsaj kar se finančnega dela tiče, on bo pač ta denar vseeno dobil. Ne? Njemu definitivno ne bo nič hudega, glih zaradi tega podaljšanja pogodbe. Zdaj, če v revoltih, ne vem, če sem jaz glih za tem omizjem, tisti za spraševati. Jaz sem pacifist, tam imaš človeka, ki se spušča v to. Pomisel na svojo kariero. Je bil strokovnjak za revolt. On je strokovnjak za revolt. Jaz lahko mogoče kot opozovalec pol to, ki opišem. Kaj se je zgodilo? Ne, a lahko dejansko garderoba v to kratkem času vrže trenerja? Jaz bom iskren. Jaz, če bi imel to moč v svoji karieri, bi 4 do 5 trenerjev sam vrgel. Imel sem priložnost tudi tokom sezon raznih sredin od Krke, tudi v končni fazi CD-vite, tudi v tujini, ko sem bil v Bolgariji, kjer je bilo dosti kriznih momentov v sezoni in kjer te tisti ljudje, ki dejansko dajo denar, pokličejo na sestanek in želijo vedeti, kaj točno se dogaja. In tam marsikateri igralec mogoče podleže pritisku in pač trenerja vrže pod avtobus. Ne primerjam to zdaj z Dubajem, ampak hočem nekako pojasniti to igralsko situacijo. Jaz v to ne verjamem, ker vsi jemo isti kruh. In če ti kot vodilni mož rabiš potrditve od igralcev in ne vem koga, pa marsikaterega od teh trenerjev nisem več dobesedno mogel gledati. Ampak nikoli nisem šel na to stran, da rečem, on je kriv za vse, zato ker je zgodba večplastna. Nikoli ni samo trener kriv, nikoli niso samo igralci, ponavadi je ta neka dinamika. Kaj točno se je zgodilo tam? Jaz bi bolj rekel, da je to nekaj znotraj ekipe,
rezultatsko ni logično. Tudi ta pretres smo mogoče pozabili omeniti, Dubaj je pač mogel se izseliti iz Dubaja in dobesedno čez noč v Sarajevo, to je kar v euroligaškem ritmu plus ABA liga, to je kar šok za vse. Tako da jaz mislim, da je to neka interna dinamika, kaj točno je zelo prezgodaj. Imam nekih prisluhov, ki sem jih uspel privleči in glede na to, da poznam Golemca, je zelo strikten, profesionalen in pa eden od teh mladih trenerjev definitivno by far največji delavec. In zaradi tega je imel vedno moje spoštovanje. To je človek, ki pride, ne glede na to, koliko je že v tem trenutku varnosti in denarja na njegovem TRR-ju, pride prvi v dvorano, pobira, če je treba, najmlajšemu mladincu žogo in gre zadnji ven iz dvorane. Tako da sigurno ni tle pomanjkanje njegove strokovnosti, trdega dela ali pa karkoli taktičnega, blablabla. Mislim, da je to bolj neka interna dinamika, ampak življenje gre naprej. Prepričan sem, da naslednji angažma kaj kmalu pride. Jaz bi to potrdil, zato ker če sem tudi jaz od njega karkoli odnesel, je bila to ta disciplina, ker jo praktično vsak dan on ti jo prikaže. On sam pravi, ne, kontra kot je bil igralec. Se je dal Zmagotovo šolo čez, ampak on je bil zelo inteligenten igralec in znal je bližnjice iskati. No, kot trener teh bližnjic nikoli ni iskal. Ta disciplina bila problem. Ja, ne, jaz bi rekel, da je ob tem je še pa tudi temperamenten. In zdaj, recimo, Mirko ni LeBron in zaradi tega bo Mirko pol tu, oziroma pač si kratko potegnil, zdaj na tem nivoju euroligaškem. Ja, mene namreč Golemac me je odsekal dvakrat v karieri, ampak na koncu me je še enkrat pripel. Ne, ni bil revolt, direkten konflikt je bil. Jaz sem zelo konflikten, on je zelo strog. Jaz odprto govorim o tem, marsikateri igralec bi to skrival. Ne konflikten, jaz ne iščem, ampak nikoli ne iščem jaz konflikta s trenerjem. Zdaj pa, če sem stisnjen, pritisnjen, reagiram. Večina igralcev ne reagira, jaz sem pa tisti, ki je vedno reagiral. In recimo to je bil eden izmed najinih. Ampak evo, recimo primer, ta Primorska več ne obstaja. To je bil recimo en primer, kjer zdaj se govori, da so neki igralci morda krivi za to, da Golemac je šel. To ni več skrivnost, to že vsak ve. Ne ve se detajlov. V Primorski recimo je Golemac tisti, ki mene odrezal zaradi najenega konflikta. To se je na koncu povedal, da sem jaz odšel iz zdravstvenih razlogov, da ne bi to vplivalo na mojo nadaljno kariero. Takratni lastnik je mene klical, se pravi, uro po tej odločitvi, pa tudi prej sva se slišala in me je spraševal. Jaz sem bil takrat mnenja, zdaj, ko refleksiram nazaj, nisem več istega mnenja, da je Golemac vse kriv. Ko sem dozorel, sem ugotovil, da to ni, ampak v tistem momentu je mene Vuga klical in je rekel, ali je res, da je to in to, a je res, da te je provociral, a je res, da ti je rekel to in si ti na to reagiral. Moj odziv na to je bil, pa takrat Golemac ni lih imel posterja, nisem ga imel ni bil lih najbolj priljubljena oseba v mojem življenju, jaz sem mu odgovoril, ne, jaz sem vse kriv, kot igralci tega ne bi smel privoščiti, jaz ne bi smel reagirati jaz sem prepričan, da nekje to je prišlo do Golemca, da nisem zlil vedra gnojnice na njega, da so potem v prihodnosti komot še konkretno in korektno sodelovala. A je, Frale, Aleksandar Sekulič presenetljiva izbira za Dubaj? Glede na njegove kredencijale, kar govorimo, pustimo zdaj slovenske klube, pustimo tudi, da on je bil tudi del primorske zgodbe, ne? Zenit pa Kuban, zdaj Dubaj. A je to presenetljivo? Mislim, pa seveda slovenska reprezentanca, kjer je podaljšal pogodbo. A ima on kredencijale za euroligaškega trenerja? Jaz mislim, da presenetljiva. Kot novica, vsaj mene osebno je presenetila na prvo žogo, ampak jaz mislim, če pol malo bolj promisliš, glede na to, da če sem prav ujel, da itak so se dogovorili samo do konca sezone, je pač to nek hiter low risk fix, ki se pa lahko, če se bo dobro iztesel, tudi potem podaljša. Tako da, kar se tiče kredencialov, jaz mislim, da on strokovno znanje pa taktično znanje sigurno ima. Tako da tudi je treniral klube na tem nivoju. In jaz mogoče v tej hitri situaciji je mogoče to ta prava rešitev. Vprašanje je, ne vem, kakšne ambicije ima Dubaj tudi za naprej, glede tega na trenerskem mestu, ampak jaz mislim, da težko boš neko ti veliko bolj zveneče ime najdu v tem momentu, da boš predelil do konca sezone. Žoc? Dobro, Žoca ne podpišeš do konca sezone. Verjetno. Pa verjetno tudi on. On je že znano, da bo poleti razmislil, kaj in kako naprej. Da do takrat ne bo razmišljal. Imaš pa, ne vem,
dobaja Klemna Prepeliča, ki se je Kuliča dobro pozna, delo z njim v reprezentanci, tako da ne vem, verjetno je bila tukaj neka priporočilo, da se na ta način do konca sezone to stvar reši. A je on mogoče mal, vsaj tako v očeh javnosti, a je mogoče on mal žrtev tega, da je selektor slovenske reprezentance, da v bistvu slovenska javnost mal tudi z nekim, pa ne nam rekel pesimizmom, ampak mogoče z malo negativno konotacijo gleda na to, da je zdaj Sekula prevzel še nek klub in da je v bistvu nadomestil nekoga, ki vsaj rezultatsko sploh ne bi smel iti. A je on žrtev svojega v bistvu strokovnega dela? Ja, mislim, mogoče pri nam z vidika PR-a pa kako je percepiran je, ne? Če pa pogledaš zdaj, kako se je to izteklo, pa ni. Ne? Jaz mislim, da je tudi na ta račun, ki si govoril o credentials, tudi na ta račun verjetno prišel do tega, da bo treniral Euroligaša v končni fazi. Ne? Tako da jaz mislim, da je tukaj plus pa minus, se pravi trenirati Luka Dončiča, trenirati reprezentanco, ne glede na vse, jaz mislim, da ti da nekaj, kar je na tvojemu rezimeju. Je pa res, da ja, pri nam se pa pač dokler bo Luka reprezentance, jaz mislim, da bo vsak trener imel pač tako, kot večina, ki dela superzvezdniki, kar se tiče PR-ja, težko zgodbo, zato ker ponovadi vemo, ko se zmaguje, vemo, kdo je odgovoren, pa je enako, ko se zgublja. Tako da to je pa pač nekaj, kar moraš po mojem vzeti v zakup. To je ta dinamika, ki je zelo, mislim, da nejasna širši javnosti. To so pozicije, v katerih recimo Sekulič v reprezentanci, to je to, žrtev PR-a in te javne podobe, ki jo naven reflektira. Njegovo strokovno znanje, jaz sem imel priložnost z njim sodelovati na kratko, pa ne samo to, vsak, ki spremlja košarko, mu je jasno, da je izjemno kvaliteten. X's and O's, taktika, sama struktura, treningi, to je modern, zelo napreden trener, ki spada v evropski vrh. To ni nič spornega. Zdaj, mi smo njega videli na prvenstvu, kjer so time-outi izgledali na trenutke z Dragičem in pa z Dončičem povsem hektični in kjer je spadal, da nima avtoritete. Zdaj moramo razumeti to dinamiko. Isto je pri Golemcu. Golemac je prvič na nivoju, kjer so igralci dražji od njega. In zdaj, če si ljudje to predstavljajo v firmi, ti si glavni urednik in zdaj recimo, da zdaj ne vem, statist... Mirko pa skoče, ko si nimaš avtoritete. In smo 5-krat dražji od tebe. Dejansko je ta dinamika in to avtoriteto potem zelo težko, to je takoj že v štartu narušeno. Zdaj, da boš ti se drl na Gogija Dragiča, zato je Željko Obradović tudi nekako s tem sistemom, pa s tem staro šolo, ko še vedno lahko igralca napizdiš za vsako napako, ja, ampak ta človek je najdražji, by far najdražji v klubu. In prvo se bo sekal igralca, ne bo se sekal njega. Tako da Sekula je tle dobil ta mogoče nepravičen, za mene vsaj nepravičen ta nek bad cred, ker mogoče tudi njegova prezenca navzven ni strahospoštujoča, a vendarle danes so se časi spremenili. Igralci veliko bolj tolerirajo trenerje, ki svojo avtoriteto vzamejo z znanjem, in pa to, kako se nosijo, kako se držijo. Videli smo pa mogoče tudi to za to situacijo Dubaja. Se videli smo, ko smo delali zdaj studio svetovno prvenstvo, kvalifikacije, pač da on ima pa eno sposobnost, da se je blazno hitro sposoben adaptirati. Sprav z enega sistema, ki ga voziš Luko, na drug sistem mladih fantov, ki igrajo neko šablonsko košarko, pa ko vsi grize. In to je sigurno, jaz bi rekel, en plus, ki smo ga videli tudi v prejšnjih ciklih, da bi on to sposoben. Tako da to je sigurno ena stvar, ki je mogoče pa kakšno veliko trenersko ime ni sposoben. In kjer se pokaže njegova kvaliteta? Kdo ni zadovoljen z kvalifikacijami? Glede na to, kako so vsi bili negativni, joj, pa nimamo nobenega, pa vsi so šli. Ne, pač igra je, glede na to, koliko je imel časa za pripravo, je bila fenomenalna. Mladi so dobili priložnost, izkazali so se, vsem je vlil samozavest, strukturno so izgledali super. Kje so tle njegove pomanjkljivosti? Ja, najbolje na Balkanu se avtoriteta nekako meri skozi to, koliko si ti recimo močen. Ne vem, ena razlika je isto, ko smo mi bila v garderobi, Mirko je imel več avtoritete oziroma drugačno avtoriteto zaradi tega, ker so se njega bali. Hvala ti, to mi bo pomagalo pri iskanju službe. Ker so se njega bali na nek drugačen način. Jaz tega strahu spoštovanja ne bi mogel doseči nikoli. Mislim, Frale, če si da kratko majico, jo tudi lahko doseže. Če ima dolge rokave, ne bo tega dosegel. Aura. Ampak Fermi je v bistvu all around good guy, ne?
Ja. Ti si... Ne, on je kar lisica. Dobro. Ja, on ima ta dunajski deček, lep obrazek, zelo je prijazen, pa to, ampak on je ti strategijski manipulira. Jaz sem pa zelo direkten. Takoj se gre na problem in ali bo počel, ali bo pa rakal. On bo pa preračunal vse možne izhode, kaj se lahko zgodi. Dobro. Ne, jaz bom sam premislil, taktično. preden bom nekaj naredil, ti pa pač narediš. In pol imaš refleksija na AS podcastu. Ne. In se zdaj pač A se pogovarjaš. kdo rabo ležal? Jaz zanetim požar, pol je pa na vas ostalih v ekipi, da se odločite, ga boste pogasili, ali pa mogoče dobro, da pogori vse do konca. Ko smo ravno pri zadevi, ki gori in bo morda pogorela do konca, čudovita Olimpija. Ograjujem se. Vse se tudi jaz, pa mislim, da tudi v Olimpiji so dovolj inteligentni, da razumejo hec. 7 zaporednih porazov. Vse se je v bistvu podaril, lahko rečemo, da podaril s porazom v četrtfinalu Evrokupa. Kako se to lahko zgodi, da ti do ene točke igraš tako dobro? Jaz sicer spet moram reči, da to, da je tudi četrtfinale na eno tekmo, na izpadanje je kriminal, glede na to, da Euroliga ima po 30 tekem več, kot pred 10 leti, Evrokupa še vedno dajmo četrtfinale rešiti v eni tekmi, ki se nam ne da. Nemogoč sistem je. Najtežji tekmovalni sistem v košarki, po moje, kar je nelogičen popolnoma. Ja. Pa nelogičen, ne? Kako se to lahko zgodi? Kako se lahko taka kapitulacija zgodi po enem v bistvu porazu? Ne? Povleče za sabo povleče ogromno, ker si čustveno, po moje, si toliko izpraznjen, zato ker to je tekma sezone, zgubiš jo, neke dinamike se spremenijo. Kar sem jaz opazil, je mogoče edino to, da se je po tistem nekak vloga slovenskih igralcev, se mi zdi, kot da se je malo še znižala, kot da se je tudi na tisti tekmi četrtfinalni, ki so jo zgubili, so nekako bili res od Gibsona do Stewarta. Vse je bilo nekako na njih, na Kennedyju, na vseh ostalih, medtem ko glih tekmo prej so bili Blažič, Radovič, Nikolič, ne, so bili oni tisti, ki so energetsko čist na drug način vodili. In se mi zdi, da to sem nekako opazil, mogoče ta nek zasuk v tej dinamiki. To je mogoče tisto, kar sem jaz, kar malo pogrešam v teh tekmah. Tebi se je zdela recimo ta tekma, da so proti Partizanu bili oškodovani zanjo? Ne. Ker Mitrović je dal kar izjavo glede tega po tekme. Mislim, ne, komentiral sem to tekmo, to je v bistvu bila, govorimo zdaj o zadnji tekmi ali o zadnji? Ja, ko si jo komentiral. Ja, mislim, da sem ta prvo tudi, ko se je v bistvu začel ta niz. To je bil prvi poraz, pol sem imel Burg čez 2 dneva in pol se je začel. Kot bi naš strokovni sodelavec Saša rekel Burž. Buržuazija. Drugač, preveril sem to, kar je Zvezdan omenil in dejansko je pač kar significant difference. Se pravi, proti Olimpiji v ABA ligi se izvaja največ prostih metov in to je bil njegov argument. V Evrokupu mislim, da so v spodnjem delu ali nekje na sredini, ampak zelo velika razlika. Mislim, da se proti Olimpiji z 24 ali 28 prostih metov povprečno meče na tekmo, medtem ko je drugi na lestvici pri 23, 24. Ogromna razlika je in to je kar čuden. Se pravi, da on že celo sezono nekako jamra, sodniki zelo pogosto je izključen, zdaj pa je to neka mini vojna proti njemu, mini vojna proti CD-viti. Mislim, jaz razumem, da on da tako izjavo, ker ima tega poln kufr. Tako. Se ni važno, se si škofil loke. Tam je to normalno, stari. Se iskreno pravičujem. Tole bo mogel pa malo audio, malo bo mogel audio. On ima tega dovolj, poln kufr. Spomni se, Mirko, delala sva tekmo Igokeja Olimpija. Igokeja je na uni tekmi, mislim, da izvajala 60 prostih metov. Tisto je bilo pa noro. Ono je bilo pa nevideno, to je bilo pa res vsak kontakt. In razumem, da ti pol malo piskar gor vrže. Ja, tudi res, to sem se prej pogovarjala pred studijem, da Olimpija igra tak stil košarke, zelo agresiven. Recimo proti enem Partizanu, ne govorim proti ostalim, ampak Partizan na tej tekmi, pač, če mene vprašaš, jaz sem bil na tekmi, kvaliteta je na koncu zadnji četrtini. Mislim, da oni imajo, ne vem koliko, sem štel 7-8 igralcev, ex-NBA igralcev, pa nam je pa Gibson, ki se je letos dvignil, ne vem, lani igral v Spartaku, če se ne motim. Se pravi, ta kvaliteta je prišla in potem sploh še ti, ki si undersized, ko se boriš, pač je logično,
da probaš z neko agresijo. Zdaj, koliko se pa te agresije dopusti, to je pa večni problem ABA lige, kdaj pa komu pa kako se to dopušča. Tle je tisti, ker sodniško pa če sam kot igralec, ki sem igral, to je tista razlika, sam kriterij. Ni to teh nekih teorij, sodniki pa hoče, da ta zgubi Tega ne čutiš, ampak zelo se prilagodi hiter kriterij fizično boljšim ekipam, bolj nadarjenim. Ja, sploh pa v ABA ligi, ko je res fizična liga. Ja, in kjer se pusti klofanje in enostavno se pač lejko boljša ekipa prevlada. Partizan, ne vem, sam pod košem, če pogledamo profile centrov, recimo, ki jih ima Partizan, dva res ogromna atletska centra, medtem ko Olimpija igra neko drugo košarko s temi svojimi, recimo malo bolj razvrstnimi tehničnimi gibljivimi, pač tukaj težko pride. Jaz pogrešam atletiko letos pri Olimpiji, meni so premalo atletični. Oni imajo zelo dober rezultat, glede na to, kako so neatletska ekipa. Sam tudi razpored, če gledaš. Zdaj, tako je sistem ABA lige, začel se z porazom proti Buržu, pa se je pa nadaljeval in zdaj se igra ta liga za prvaka, liga za obstanek, kakorkoli se pač že imenuje. In ti nimaš lahkih tekem, se pravi, pač veliko lažje se znajdeš v nizu porazov tudi. Je pa to eden najdaljših nizov, porazni niz. Kako se temu reče? Najbolj poraznih nizov porazov. Eden najdaljših v zadnjih letih, predvsem pa najdaljši pod taktirko Zvezdana Mitrovića. Meni mogoče sam to ni všeč, to metanje puške v koruzo. Razumem, zakaj je. To je bilo moje naslednje vprašanje. Prosti, ker sem ti ga vzel iz. Kako se dejansko lahko zgodi, da proti Partizanu se je videl, da je Olimpija in na prvi in na drugi tekmi v tej drugem skupinskem delu igrala v bistvu dober basket, glede na njihove negative, ki jih imajo v igri, to se pravi, nimajo visoki, niso atletski in tako naprej, ampak se je pač videl, da v zadnji četrtini pač Partizan povozil in v prvi in drugi tekmi. A kako se lahko zgodi, da ti izgubiš Bosno, da ti izgubiš Igokejo in to vse zapored, mislim, kako lahko igralec, ki ve, da Olimpija je boljša od Igokeje, boljša od Bosne, kako se lahko dopusti, da se toliko zaporednih tekem zgubi? Kaj se dogaja v glavi igralcev v takih primerih? Ko si tako emotivno prazen, ponavadi ne pomaga glih to, da greš še naprej v neko, ne bom rekel glih agresijo, ni to najbolj primerna beseda, ampak nek šok bi se mogel zgoditi, nek člen se po mojem mogel odkriti, ki ga do takrat ni bilo in bi naredil nek shift v glavah. To jaz mislim, da nek ta reset, da bi tukaj zelo koristil, ampak dejansko pa oni so nadaljevali z isto taktiko, z istim načinom naprej, pač vztrajajo pri tem svojem, ampak recimo primer, če bi zdaj v teh tekmah en Jaramas recimo bil sposoben potegniti, pa da bi imel dobre tekme, bi jih lahko zmagal in bi bilo to čist nekaj drugega, ampak enostavno ni tega igralca, pač ni ga in vse sloni na teh glavnih akterjih, ki pa so pač imeli slabši mesec. Jaz razumem, kam greš s tem, ampak jaz tukaj vidim čisto drugačno zgodbo. V smislu, v Evrokupu so nekako upali in sanjali, vsi skupaj smo, da se bo nekam prišlo, oziroma da se bo uspel prebiti čez Burž. Dobro, dajno, Burgam brez. Tako. Tu smo ta Burž zdaj primer. Ni pač uspelo, in to poče en velik psihološki balonček. Emotivno se izpraznaš, kaj je zdaj naslednji cilj? Zdaj ti pogledaš realno, če se postaviš v vlogo trenerja, pogledaš realno, imaš 3 evroligaše v ABA ligi pred sabo, veš, da nimaš kaj praskati, pa budučnost, ki ima krat 2, krat 3 nekaj budžet, kot ga imaš ti. Se pravi, si zelo težko med prvimi 4. Razumem. In če si realist kot nek trener, pač rečeš, to je to pač od te sezone, kaj pač mo. Ampak Ljubljana ni takšno mesto, kjer si kaj tazga lahko privoščiš. Mene motijo samo te izjave, čeprav so realistične, vseeno je to šport. In v športu se zelo velikokrat zgodi, da dejansko so vse krivice popravljene ali dejansko je trud tisti, ki je poplačan. Vse lahko, da imajo drugi klubi tudi težave. Lahko pride do razpada sistema od budučnosti, Dubaja, menjava trenerja, ne veš, nikoli ne veš. Ti moraš svoje oddelati. In to mogoče te izjave vse prenesejo na igralce, to je kot prvo. Ti kot lider, kot trener, kako se nosiš, pa to ni zdaj, ne vem, kakšna kritika. Do zdaj je on opravil svoje delo zelo dobro in tudi všeč mi je, kako Olimpija igra 2 leti, pa čisto 2 različnima ekipama. Ampak ni mi to lidersko, da ti prideš in že dobesedno malo puško v koruzo mečeš, zato ker igralci se navlečejo od tega. In oni so pol sam še tam čakajo konec sezone, to pa ni pošteno ne do košarke, ne do tistega okroglega usnja, ne do gledalcev. Frale, kje je plafon Olimpije v tej sezoni?
Glede na to, da bojo v četrtfinalu, ki se igra na 2 zmagi, igrali verjetno ali proti Budućnosti ali proti Zvezdi. Ja, jaz bi se šel tako nazaj na to tekmo Evrokupa, ker so nesrečno zgolj, oni so igrali super tekmo, a ne? In bili do konca v njej, ne? Mogoče jih je v tej tekmi Umoja Gibson, ki je bil najbolj pozitivno zame presenečenje te sezone odnesel, ne? So preveč šli na njega, tako kot je rekel v tej tekmi, tako da Se mi lahko rečeš Fermi. tudi lahko. Smo že frendi. To je to, boš zakusil. In jaz mislim, da ampak ta stil košarke je mogoče tudi tukaj ta rezignacija. Ne? Mogoče lažje skozi prišel v Euroligi, kukar v ABA ligi, ki je že Mirko menil, koliko je fizična. Ne? In to, kar sem rekel, proti enemu Partizanu, jaz mislim, da boš zelo težko bolj agresiven od njih, pa na ta način jih premagal. Ne? Tako da jaz težko vidim, da kakšen večji uspeh v stilu, ne vem, da bojo polfinale. Tako presenetali eno od teh. Ampak to je tudi mogoče win-win situacija za njih. Ja, To je spravno. Bor se, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Če vnaprej se prodaš, to ni šport. Ne, dobro, to je po mojem tudi malo nefer do njih, da govorimo, da so se predali, ker valjda se niso, ampak mene bolj zanimajo te, ne na tekmi proti Partizani, mene izjave motijo, ne performance. Ja, ne, razumem. Tukaj mogoče bolj za na dolgi rok, prej smo se pregovarjali pred studijem z Bavcem o NBA v Bostonu, ne, on govori, ta njihov sistem, ne, infrastruktura s trojkami te odnese, lahko prenaja, ne. Jaz mislim, da mogoče bi enkrat v Olimpiji mogli, kako dela naprej premisliti, ne, mogoče se malo tega malo bolj analitičnega prestopa reči, okay, kako pa mi lahko presenetimo eno ful boljšo ekipo, a ne, in mogoče tukaj najdete, ne, recimo ta ekipa Olimpije, če pogledaš, ne, igralce, recimo DJ Stewart, ne, on, tudi če bo zadev onih svojih 50 čutov s pol distance, če mu bo dober način, boš ti zelo težko to dirigiral. Se pravi, bi mogel imeti nekaj več šuterjev, večji volumen trojk, mogoče pred leti so igrali full hiter ritem, ne, so se tako raznikvali, tako da jaz mislim, da tukaj morajo nekaj pogruntati na dolgi rok, ker budžeta nikoli ne bojo imeli tazga, kot Partizan pa Zveza ali pa... No, upamo, da je že, no, Madonna. To je tista pot, ja, če hočeš sanjati v Euroligi, s tem budžetom ga ne boš... Ferbija, v Evropi je, oziroma lahko recimo Cedevita Olimpija naredi to, kar je Frale rekel, ne. Ajde, mogoče razmislimo, bolj analitično se lotimo volumna metanja troj, glede na to, da je v Evropi... To je samo en od načinov. No ja, vem, ampak meni se zdi to ful, da če smo lih pač zdaj usporedili Boston pa njihovo taktiko, ker res sam šajbajo za 3, ne. V Evropi vse oži igrišče, spacing je čist drugačen. Ne? A je to dejansko? Ja, je. Pa jaz mislim, da je to značilnost dobrih organizacij, da imajo oziroma da razvijajo neko svojo identiteto, svoj stil igre in da držijo neko kontinuiteto. In v Olimpiji zadnje 2 sezoni lahko rečemo, da se to dogaja. Njihova identiteta je pa ta, da igrajo agresivno, pritiskajo po celem, hitra igra, in to je to, bi še kaj dodal? Ja, pa da vsakeč, ko je pa treba zmagati, pa ne zmagajo. Ok, dobro. Tudi tu je zdaj ena kontinuiteta, ki upamo, da se spremeni. Spet maili, kva ta Mirko govori, a ga lahko že skemšljate, ne, ampak da se tukaj neko to ogrodje sestavlja in da se gradi na neki tej identiteti, kot Boston recimo zelo dobro dela s svojim prepoznavnim stilom igre, s temi meti za 3 točke in vse to. Jaz mislim pa upam, da te mlajši trenerji, ki prihajajo gor, veliko več se že small balla igra. Tako kot je Frale rekel, neko formulo je treba postaviti. Recimo, ja, a pa to značilo, čakaj zdaj, počak malo. Tole je zdaj resna tema. Ne, ampak recimo, imaš Litvo. Recimo, vzamemo si jo za primer. Oni imajo zelo prepoznavno igro že več kot desetletje. To že kar traja. In vsi so izjemni šuterji za 3. Mi smo 2-milijonska nacija. S čem imamo največ problemov? Ponavadi z petico, z višino. Vse to vedno naturaliziramo. Ne? Ampak nismo pa razvili, še vedno smo pa ostali v tem sistemu, ker tudi trenerji naši prihajajo čez njega, te jugoslovanske košarke, kjer pa višina je na pretek. In pravih centrov in dobrih centrov, zdaj imamo nekega hibrida Jokića, kar je nekaj, kar prvič vidimo, mi recimo tega nimamo. In mislim, da mladi trenerji so že začeli dojemati, koliko je ta small ball, itak gre košarka v to smer, hiter tempo, drive and kick košarka, naključna košarka, ki nekateri pravijo. In jaz mislim, da tle je ta neka niša, kjer bi mi lahko, se vidimo zdaj že te mladi, ki gor prihajajo, komod ta trend košarke
tudi razvijajo sami naprej. In mogoče se pozremo bolj na to, večji volumen trojk, več prebijanja, hitrejša igra, sodelovanje zunanjih igralcev in pa positionless basketball. Ja, teda Frale definitivno ima prav, v analitiko bi se splačal še bolj poglobiti in delati na tem in razvijati to, ker recimo Behringer lani je bil pripeljan letos Window. Ne, se pravi, verjetno bo naslednje leto spet nekdo podoben profil, nek podoben igralec, se pravi, tudi vidimo neko kontinuiteto. Teda neki se dela, nadgrajuje se. Ne, jaz pozdravljam najbolj to, da je Čeču prišel, ker se vidi, da je struktura in da dejansko nekdo to vodi in odgovoren. Imel sem občutek prej, pa tudi vem, da niso ravno GM-i bili tisti, ki odločajo vsemu, na koncu so bili morda v večini krivi potem za rezultat, medtem ko niso bili odgovorni za celoten kader v dogovoru s trenerjem. In to je pomembna pozicija za eno Olimpijo, ko se kosa z ekipami, ki imajo toliko višji proračun, zato ker zdaj govorimo o Olimpiji, ki je top 5, recimo top 6 v ABA ligi, pred sabo ima pa veliko više proračune. Ne? In dejansko moraš na nek drug način pristopiti, ker ne boš mogel enakega nivoja igralcev dobiti vsako sezono, fizično. A se mi danes sploh dotaknemo NBA basketa, ker so še ene dve temi, ki bi jih rad odprl, kar se Evrope tiče. Pa imamo lahko čez 2 tedna spet, ko bomo v bistvu že malo prvega kroga videli. Ti si šef, ne? Na papirju ziher. A to zdaj zato, ker Mirko ni šel v studio, bom imel 2 podcasta. Če se ne boš NBA dotaknil, ne boš me ogledal, prijatelj. Ja, to je res, moramo vsaj naslov imeti, ne? Luka Dončić, adijo, nekaj, veš, tako. Cool, ne, naslov imamo, pa jih pač nategnemo, imamo samo ABA ligo. Pa timestamp, da še res, Luka, še 50 minut. Ne, ok, ne, se gremo, ajde, NBA, pa bomo magar še čez 2 tedna kakšno več rekli. Tudi v Evropi, ko bomo najbrž že videli tudi ta play-in, play-off, karkoli je v ABA ligi že zdaj, ker so kar konkretno zakomplicirali, zdaj to zadeva. Je pa, ok, še to zelo lepo videti, v bistvu ne rabam vašega mnenja, zelo lepo videti, da bojo vse 3 slovenske ekipe ostale v prvi ABA ligi in da imamo ne nazadnje točno danes še enega v ognju v drugi ABA ligi, tako da sicer bo težko, ampak tudi recimo Kansai, Helios, Domžale bi lahko prišli in bi imeli 4. Kamor si poslal svoje najljubše zaposlene, kaj ne? Recimo, tako. NBA. Gremo na novo župo in sicer imamo vsaj nekatere pare NBA play-offa. Danes se bomo posvetili samo enemu. Naslednjič, čez 14 dni, pa še ostalim oziroma bolj NBA-ju, kakor danes. LA Lakers, Houston, LA Lakers prednost domačega terena, ampak s poškodovanima 2 nosilcema. Kje ti vidiš možnost Lakersov, da, ker srame je reči, dobijo to serijo, ali pa vsaj malo razpotegnejo to serijo proti Houstonu, ki je precej bolj predvsem zdrav, kakor so jezerniki. Prvo mora LeBron po mojem najti time machine, pa se pomladiti še za kakih 5-10 let. Pa mislim, da DeAndre Ayton mora nekako odkriti takoj svojo ljubezen. Clint Capela. Ja, ljubezen do kontakta mora odkriti, ker mislim, Houston v bistvu... Daj povej po domače, ne je kakšno žogo sploh ujame, tip žoga več ne mora ujeti. No? Ja, mislim pač od vseh ekip, se pravi, tu so Minnesota, Denver, Houston, pa pač Lakersi. Se pravi, so dobili najboljšo ekipo. Kar se tiče match-upa, kar se tiče kvalitete, po mojem mnenju. In z njimi bojo pač mogli skakati pa se fajtati, ker to bojo oni delali. In se mi zdi, da tukaj bojo neki mogli najti, jaz ne vem. Ne bo pa niti Reevesa, ne? To je že jasno v prvem krogu, tudi verjetno ne v drugem, ampak to je to. Zakaj se ne strinjaš s Fermijem? Ne, jaz mislim, da, pa to sem tudi rekel na enem drugem ameriškem podcastu pred tem, da bi bil Houston, da bi bil Houston. Prišel sem na naroben studio, to ne bi bilo. Večkrat prideš narobe. Ne, ampak bil bi Houston najboljši matchup, če bi igrala Ruka pa Reevesa, ker to se je pokazalo tudi v unih 2 tekmah, ki so igrali, zato ker
Luka, predvsem Luka, je tak igralec, da če boš imel ti med prvih 6-7 igralcev rotacij, tako kot ima oni Šenguna pa Sheparda, prvi tekmi so enega napadali, Sheparda v drugi Šenguna in ga ne moreš skriti, ne glede na to, koliko so obrambna ekipa, sploh v play-offu. Ampak zdaj v tej fazi je pa mislim, da ta Houston, ki igra s tem sizeom, s to agresijo, da je to smrt, ker če smo gledali, kaj J.J. Redick dela takrat, že prej je bil, če mene vprašaš, Luke Kennard, ne glede na to, koliko je dober igralec, Redick ima malo ta fetiš na šuterje, na dobre šuterje, Ruja je prej forsiral zdaj Kennarda in v tej seriji bi mogel Kennard igrati 30 minut in jaz, to se je videl že v njih tekmah, kako bo on skakal z Amenom Thompsonom, z Tarisonom, mislim, da je tukaj že na napadalni skok. Tudi Marcus Smart, ne glede na to, da je edini fizikalc, je majhan, ne? Strže, ni več toliko mlad. Ja, ne, in to jaz mislim, da tukaj za čist ene fizikalne komponente, atletske komponente, Houston ima doskrat igra peterko, kjer ni ben manjši od, ne vem, 2 metra ali pa 2-3. Tukaj boš pa ti igral z Smartom, z Kennardom, z igralci tipa Ayton, Rui, ki so neka finesa igralci. Ne. In tudi, če smo gledali zdaj zadnje tekme, ki so jih Lakersi sicer dobili proti ekipam, ki pač niso resno hoteli zmagati, ne. Gledamo, ne, recimo, da je drugi strelc ali pa druga opcija sta Kennard pa Rui, ki sta spet igralca nekih finesa. Ne. Rui proba na nek ta svoj mid-range post-up, to bo težko proti enemu Houstonu, če mene vprašaš. Ja, ampak po tvoje bi pol, če se ne strinjaš z mano, bi oni lažje Minnesota recimo zmagali. Jaz mislim, da je Minnesota manj agresivna, ne. Čeprav tudi Minnesota je ta size, tudi lani so jih na to zmagali, ne. Ampak jaz mislim, da Ayton tudi letos je lažje pariral enemu Goberu, kjer je en človek, s katerim matchup se mora on fokusirati, kakor ekipa, ki vsi atletsko napadajo, napadalni skok, igrajo fizikalno, po moje. Tudi ta pritisk na žogi, če smo gledali une tekme, ki jih je Houston dobil, ne, matchupi so bili, da sta Men Thompson pa Tarisom večinoma Luko krila, ne, in je bil KD, tisti, ki je bil njegov primary matchup, je bil LeBron, ne. Zdaj bo LeBron imel veliko težje delo, ne, tudi tako da, če smo videli recimo LeBronu, ena stvar, ki jo je zgubil z leti, je recimo ta kontrola žoge. Ne? Jaz mislim, da tukaj pač fizično težko se spusti in te turnovere, izgubljene žoge, tukaj jaz mislim, da bojo imeli Lakersi kar veliko problemov. No? Kakšno identiteto morajo imeti Lakersi, da sploh, oziroma, zdaj smo izpostavili, kje probleme imajo, kako pa morajo špilati v takšni postavi? Kaj bi ti rekel? Kaj bi bilo najbolj smotrno? Jaz se strinjam s Tadejem, da je to idealen matchup za Lakerse, če bi bili Lakersi zdravi. Jaz ne vidim v seriji teorije, kako bi jih dobili, predvsem po tistem vzorcu, kar smo videli letos. To, kar je Luka počel s Šengunom na pick and rollu, praktično z vsemi obrambnimi različicami njihovimi se je igral, da je Udoka se je na koncu že sprdil, pa JJ govoril, da je Bronija malo not. To je bilo smešno, a ne? Zdaj ga bo dal? Ja, zdaj ga bo moral dati. Ampak vseeno, jaz mislim, da še vseeno tisto, kar bojo morali napadati, je seveda Šengun, Shepard, njihove šibke točke. Na Šengunu so res, Šengun, njega vidimo tudi govorico KD-ja med sezono, frustrirani na njegovo obrambo, to je zelo milo rečeno. Zdaj pa LeBron več ni LeBron, kot smo ga vajeni, na žogi govorimo seveda, z obrazom obrnjenim proti košu, to jaz govorim že leta in leta in ne vem, neki bo mogel vse najdeti on. Zakaj? Zato, ker je pač prvi igralec, ki teh dveh ni zunaj. Je pa to za mene uganka. Te tekme niso bile pravi pokazatelj, zato ker so ekipe, tako kot je rekel Frale, niti niso želeli toliko zmagati proti njim. In ne vem, dejansko ne vem, kaj ne pričakujem, ampak LeBron bo mogel biti nekaj, kar že ni bil pečastet. Kaj pa, ima sploh to dimenzijo v LA, da bi recimo začeli igrati grd, fizičen, ogaben basket. Ne, pa se ne govorim, vem, da nimajo oni... Veš, da je Beatlese, Pelinka je Beatlese sestavil, 6-7 belih igralcev je nobenni fizikalc prepelil. Jezus Marija, stari. Šur, ampak 6 faulov še vsak lahko naredi, ne? Taki, ki se zagre. Ja, sam to niso Bill Laimbeer pa te, veš. No, vse, ampak a lahko, ne vem, recimo v tenisu je ena bolj znanih knjig je Winning Ugly, ne? Nekdanjega trenerja Agassija in Samprasa, ne? Moraš znati zmagovati grdo, a Lakersi imajo to dimenzijo, da lahko... Sam LeBron pa Marcus Smart pa noben več. Pa Vendo, pa Rui, pa Vendo, vse. Jaz mislim, da je njihova glavna prednost, ali pa kako so letos sestavili to ekipo, je bilo, da je to bila
mislim, da overall še vedno po rednem delu druga najboljša šuterska ekipa za Denverjem. Pa ne govorim zdaj samo za trojke, ampak overall efektivno šuta. In tukaj si imel ti, če si pogledal igralce, ki so imeli vsi roleplayerji karier sezone, Rui postavil rekord Lakersov v metu za 3, Kennard je zdaj 47%, Ayton drugi v NBA za Gobertom 0,5% šuta. Zakaj? Ker so to igralci, ki so jim Luka, Reeves, LeBron zrihtali te šute. Ja. So malo zmanjšali te šute, ampak so imeli najboljše možne. In zdaj naenkrat od te ekipe zahteva, da se transformira, da bo pa to fighterska ekipa. To so igralci fines. Rui, Kennard, Ayton so vsi neki finesse playerji, ki bojo zelo težko se fightali. Tudi jaz mislim, mogoče bomo videli, kako bojo dostopali. Jaz vidim, da JJ ne bo popustil in on je psihopat, ampak se zna zgoditi, ali ga bojo poslušali. Ta prva tekma bo ful važna. Če jih bojo tukaj pretepali pa zgubili, mislim, da zna zelo hitro to razpasti, ker je motivacija, ki gledaš ti naprej. Kaj pa če zmanjkamo, kako se je zdaj razpletel ta razpored, ki je Denver po nesreč zmagal ali to zadnjo tekmo. Zato sem rekel, da je tudi ta bracket zdaj za njih slab, ker pač čakate v Oklahoma, kjer pa tudi zdravi. Nima šans. Še en pretep, še 4 tekme. Ta sodniški kriterij, jaz sem skozi, ko sem verjel, da Lakersi lahko dobijo Oklahomo, to je lih tisti prehod na ta sodniški kriterij, ki pa zdaj dovoljuje konstanten pretep. In Lakersi, vemo, tudi z Minnesoto se spomnimo, ena tekma je, ko so se stepali z njimi, ampak niso zdržali tega ritma, se lahko vsako tekmo stepajo. Nimajo za to specifično pripravljene ekipe. In mene Pelinka mod, in to se bo zdaj pokazalo, on ima zdaj, če bo LeBron res šel, po tej sezoni ima priložnost, da neke korekcije naredi, da malo našminka nazaj ekipo, ampak dejansko košarka, če hočeš igrati finale Zahoda, če hočeš igrati finale NBA-ja, če ti nimaš neverjetnih fizikalcev, ki so sposobni zadevati uspešno za 3 in na drugi strani klatati, tepsti, praskati in prerivati se, nima šans. Zato morajo Lakersi iti malo izven okvirja in morajo... Ta drug podcast. Ker rekel si, kaj si rekel, grdo, ne? Winning ugly. Winning ugly, ampak winning ugly je lahko tudi, če proti Houstonu postaviš cono, pa oni nimajo dobrega dneva, kar Lakersi so letos že recimo vedno boljše v bistvu igrali, sicer z Luko, ki je tudi bil, je bil top 5 ali top 10 zagotovo v Steelsih. Top 10 je bil. Top 10 je bil v Steelsih. No, cona je recimo mogoče eno skrivno orožje Lakersov proti Houstonu, ki se res lahko zgodi, da imajo slab dan in če jih dobiš na slab dan, ti lahko jim ukradeš tekmo. Zdaj serijo veliko teže, to je pač druga stvar, ker verjetno jih bojo premlatili, verjetno bo kriterij tak, da se bo veliko tega pač pustilo, ampak to bi lahko bil winning ugly tudi na recimo ta način, da ni vedno vse sam pretep. A vidi se, da igraš v rogaški, pa da spreminjaš sam iz matchupa pa v zono, pa nazaj matchup. Zona, še en breaking news, ne, ni nujno, ampak moje mišljenje, jaz mislim, da je cona obramba prihodnosti, zaradi tega, ker so individualno igralci že enostavno preveč dobri. To je to. Zanimivo, ne, jaz bi se s tem Celo malo strinjal, res? To je neverjetna ugotovitev, Sherlock. Hotel si še nekaj reči? Ja, ne, če grem zdaj, jaz mislim, da največja priložnost ali pa možnost Lakersov je to, da ima Houston kakšen moment, ki smo jih pa tudi precej že videli. In tukaj je, jaz tej ekipi generalno ne... Če KD gre na Twitter. Tako, jaz tej ekipi pač ne zaupam, kar se bo verjetno v naslednjem krogu pokazalo, ampak pač tudi, ko smo jih videli, kako so jih Lakersi dobili obe tekmi, pač so podvajali KD-ja skozi, on je, ne vem, na prvi tekmi zmetel stran nekako 7-8 žog, tako, kaj šolari so bili pač. Na double team tako, je res slab. Tako, in pol tudi na drugi tekmi je prvo še nekaj naredil, pa spet na isti recept so zgubili in potem oni nima šutersko, recimo Tari Eason, ki je bil za njih pač tudi en igralec, ki je ena glavnih tarč, recimo off sezoni za Lakers, je imel super sezono, mislim, da je metel 40, mislim, da je bil najboljši po corner trici, je po novem letu razpadel in mi je čez 20% in ga je Udoka parkiral na klop. Tako da tukaj jaz mislim, da šutersko so Lakersi še vsem boljši in tukaj je edina varianta, da imajo oni slabo serijo čist šutersko, ker bojo puščali Lakersi, igrajo obrambo dobro,
Oni niso Oklahoma, niso nek San Antonio, Detroit, ki razbijajo z obrambo. Oni letos, kar so igrali dobro obrambo, je to, če ima ekipa enega ali pa dva igralca, ki jih lahko pušaš in potem zgostiš in upaš, da ne bo zadel teh šutov. Houston to mogoče celo lahko je. Ne? Burner Gate, ne? Ne, ampak od takrat je dejansko igra Houstona padla. Ja, zdaj so se spet malo dvignili. No, zdaj so se spet malo dvignili, ker čas celi vse rane. Ne? A misliš, da si lahko ljudje predstavljajo, kak je to občutek, recimo? Govorim za ljudi, ko imajo neko normalno službo, da pač da te tako javno nekdo tako kritizira. Se mi imamo chat, sem tam Mirko, to kar nima nek burner account. Jaz tudi na najnih socialnih omrežjih, jaz vedno grem posod. Z burnerjem. Ne, direkt, da se ve, da sem jaz, odpišem. Zadnji sem celo enemu telefonsko številko pustil, da če ima kakšen problem, da se slišva, da gre na kafe, spijeva. Če imaš pa problem, pa nič. Ja, ne, ker je ogromno, mene te burneri sploh pa kaj div, lepo vas prosim. No, to se hotel. Mene to mod, pa daj me jajca, pa sej to, da imamo vsi različna mnenja, je super in fajn. In se da argumentirati in pogovarjati o marsičemu in se ne strinjati, pa biti vseeno v redu. Ampak to, da se ti skrivaš za fake profili, pa da si še KD, razumem navadne ljudi, še nekak razumem. Mene je to zanimivo bi bilo v tej debati, ali pa v tej aferi, ne? Ali pa če še tole od Kavaja, ki je čist drug dimenzija, ampak mi je bilo zanimivo, to se je zgodilo, se mi zdi časovno takrat, ki je bil pik tega, kako so Luko tenstali po vseh medijih. Ne? In njega so vrdeli med tem, ker ta stvar je tako, 1-2 dni je bila zgodba, pa je bilo pa kar konca. Ne vem, predstavljaj si, da bi Luka Dončić v četu govoril, tale Bronsta, ne more več tapkati, ne, ali pa ne vem, mu ne bom podal, ne vem, Ejton, bož, da ima rukavice za bejzbol, ne vem. To je stvari, ki jih je govoril. To je kar noro. Ja, to je noro. Ampak to je kar šlo, ne. Jaz pa mislim, da so slačilnici se pa po moje, to sta pa verjetno ne pozabi, ne. Ne, to ni kar. A se vam je to kdaj zgodil, pa a se to pozabi? Jaz sem imel soigralca, pa kar povedal, Malcolm Armstead je bil tak. Malcolm Armstead iz Krke, če se ga spomniš. In on je tako, pa tudi zelo hitro je spremenil svoje mnenja. Ne? On je znal tako, ne vem. Se lahko kar poveš, on po mojem je dejansko bipolaren. Pa dobro, ne bom diagnoz nobenih postavljal, ampak poslušaj. On recimo, da smo mi 4 ekipca, zdaj bom jaz pršel in bom rekel, rabim te jutr. Veš, da Štula ne more on igrati. Ne more on gor dol. No, čez 2 dni se situacija obrne in grem k njemu in mu isto govorim. In že to zelo vpliva. To pač kot so igralci krtisti, veš. A vi se med sabo pogovarjate in vidva si to informacijo delita. In kakaj tazga prije, to nezaupanje, sploh pod nekoga, kar je KD, ki hočeš. Ko je vzornik. Tako, v večini tam je bil vzornik. Bodimo pač realni, to je en izmed boljših skoraj vseh časov. In pa, kad ti zveš, kakšno mišljenje ima o tebi. Pa ne direktno. Postav se v vlogo enega Šenguna, ne? Naš KD, ki govori, da pač si tak, ki si, pa imaš v doko, ki je tudi javno povedal, da je v obrambo, da ne igra že celo sezono. In vidim, Šengun je šel recimo v to sezono iz Evropskega prvenstva, kjer je imel fenomenalno Evropsko prvenstvo, totalen hype, tudi začel je, jaz sem mislil, da bo on naredil še en korak več, ampak jaz mislim, ta samozavest, Ataman ga je pokopal. Tako neke odločitve. Karkoli je rekel od prvenstva naprej, vključno s finalom, vse se je kontra zgodilo. Tudi za Šenguna je rekel, da je zdaj boljši od Jokića, pa smo pa v to sezono dočekali naprej. Ne, meni Ataman, stari, moj najljubši. Vse je doktor, on pač... We came by storm, we arrive by storm, we go by storm. 2 more wins, we champions. Najboljši govor pred Final Fourom. Zadnjih 10 let najuspešnejši trener po lovorikah v Evropi, realno. Da. Pa se pravim, lastnik najboljšega govora pred in po Final Fouru. 2 more win, we champion. Tudi nekdo, ki nikoli ne bi imel burner accounta, ampak bi tudi vse direktno povedal. Ja, super. A ima kdo še kaj na podlagi oziroma na temo Houstona in Lakersov povedati oziroma te serije? Ne, jaz sam tako, da me pač izredno ne zanima ta serija. Ne zanima? Ja, zaradi odsotnosti Luke pa Reevesa. Izredno bi me zanimala, da so vsi zdravi, tako mi je pa nekako... Ja, seveda jo bom gledal, pa spremljal, ker normalno gledam sezono, zakaj zdaj ne bom play-offa gledal, ampak enostavno ni moj fokus tam. Bolj bom mal tudi na vzhod pozoren, ker večino sezone nisem bil, ampak ja, ne bom take neke pretirane zanimanja imel v Houston LA seriji. Moje mnenje, pa tega sem napisal takoj, ko se je Luka poškodoval.
pa sploh po tej tvoji insiderski informaciji. Jaz mislim, težko je verjetno igralcu, kot je Luka, gledati big picture v momentu, verjetno celo sezono si igral, super je igral, valjda hočeš priti nazaj. Ampak če pogledamo dejansko big picture, je ta off-sezona za Lakers prelomna. In oni vse odločitve, ki so jih sprejemali od lanskega poletja do letošnjega trade deadlinea, so sprejemali njihova dejanja, čeprav govorili niso, to so bila taka, da so rekli, da je to gap season, se pravi prehodna sezona. In zdaj, zakaj bi on riskiral stvari v tem gap sezoni, meni se ne zdi vredno. Ker Oklahoma, sploh če nista 100% ne bojo zmagali, tudi če bi bila. Oni pride k sebi, naredijo poteze in to je to. Denver je tista ekipa, ki bom jaz gledal in ki videli smo igralce letos, ne samo on, Aaron Gordon lani je riskiral s tako poškodbo, pa je igral 7. tekmo, celo letošnjo leto ima probleme s poškodbami. Peyton Watson, še en, ki se ga Lakersi želijo v sezoni, se mu je drugič obnovila ta poškodba hamstringa. Jalen Williams v Oklahomi se je prehitro vrnil, zato da bi igral tekmo pred Lakersom, pa je potem se mu stvar zakomplicirala. Haliburger v finalu. Haliburger, pa se imaš full teh, ker se pač... Jaz sem zdaj govoril prav za njegova poškodba, je pa Haliburton isto spet. Jaz mislim, da to ni Haliburtona, razumeš, zakaj je riskiral, ali pa Gordona. Game 7 lahko dobiš prvake, oba. Kleba, ali boš ti za prvi krog s Houstonom, ali pa po Kefli dubu. Pa to smo videli v prvem polčasu, nimajo s to ekipo, oni proti Oklahomi, na ta sodniški kriterij mnogo. Imaš še kaj za dodati, Fermi? Ali se sam veseliš piščanca v gobovi omaki in zelenjavni riž? Mislim, da so kar obana za to, da kar Denver v serijah bo izredno. Denver, Minnesota serija. Po mojem bo kar dobra. Jaz sem hotel iti in tudi tega se dotaknem, kar je Frale že prej omenil, je to ta zadnja tekma San Antonio-Denver. San Antonio je v bistvu ni igral z Wembyjem, so igrali z B ekipo. Niso samo oni igral, stali Rick Fox. De'Aaron Fox je 4 trojke zapored falil, ki bi lahko zmagali. Oni so igrali razen, samo NBA je počival. No, ampak Denver je tisto tekmo zmagal, zato je šel v 3. mesto, v spodnji del, kjer bojo San Antonijem igrali, verjetno upamo. San Antonijo v drugem krogu. Kaj sem ti rekel, kaj jim bolj paše? Ja, ti si rekel, da jim bolj paše San Antonijo, kot Oklahoma. Jaz mislim, da bi bil bolj vprašanje San Antonija, sicer zakaj je Wemby počival, ker oni, če bi zmagali, bi se lahko Denverja in bi šli lepo mirno na Lakerse v drugem krogu, ali pa Houston. Tada recimo, to mi je zanimivo in na drugi strani se je enako zgodilo z Atlanto, ki bo zdaj igrala proti New Yorku. Kar mi je tudi bilo zanimivo, da niso hoteli zadnje tekme zmagati, ker če bi zmagali, bi pa igrali proti Clevelandu, ki pa po moje pač jim pa res ne ustrezajo. Ne vem, zakaj so oni, očitno, so presodili, da pa jim je New York mogoče še za odtenek boljše. Samo tako, da vam povem, da Jokić je več kot 40%, skoraj pol svojih triple-doublov dosegel v 3/4. To je zanimivo statistika. Plus tisti, ki je Frale prej rekel, kako Luka naredi vse svoje igralce boljše, bolj efektivne. Jokić, mislim, da je po napredni statistiki celo prvi. In to doseže z manj stikom z žogo, samo žogo. Se pravi, na manj posesti, oziroma manj časa ima žogo pri sebi, manj dribla, kar je logično, ker je visok igralec. Jaz osebno v tem play-offu zgodba ali pa igralec, ki ga bi najbolj spremljal, je pač Wembanyama. Zato, ker se mi zdi fenomenalen igralec, res, tudi zdaj, če gremo MVP debate, napredne statistike, ki je ta San Antonio, vse je sam respekt in jaz mislim, da je res on vesolc. Ampak se mi zdi, da je cela njegova karijera, ta njegov PR, ki smo prej govorili v sekuli, ima pa on ta pozitiven PR, ki prehiteva njegove dosežke. Njega so... In vedno mu je bilo... Preveč je zrel za svoja leta, iskreno. Tudi on je ta malo overthinker, on je malo Porzingisa, ta overthinker preveč... Sam veliko pametnejši. Jaz sem slišal za Porzingisa, da je znati... No, ampak hočem reči, njega se zdaj že postavlja na pedestal že nek časa kot changemakerja, pa ni, v bistvu še ni igral play-offa, ene serije ni dobil. To je res. Jaz mislim, da če on zdrav ostane, ker pač tazga vzorca, nimamo tazga frejma, da igra kabek, ker je res vesolc, če on ostane zdrav, jaz mislim, da cela liga ima mogoče 2 leti še časa, ker on rata je izkušen enkrat in če bojo oni dobivali z obrambo, medtem, če pogledaš njegovo statistiko, recimo, že splošno
On je po efektivnosti šuta tam z Luko. Luka je na obroču bolj efektiven kot on. Če gledamo pa te self-created, se pravi mete, ki si jih sam skrija, še pa on globoko pod vsemi iz MVP kandidati, Luka, Shea. In jaz mislim v play-offu, kdo bo zdaj ta, ki bo gusta tekma, ki bo si skriral ta še. A bo to zapored falil. Ja, zdaj tukaj je pa ena stvar. Jaz vsem, ki ga gledam, Wembanyama ima malo ta hero kompleks, ne, da hoče vam ta šut. In zdaj, a jih bo dovolj zadev, to, ka Shea, pa to, ka Jokić, nisem siguren. Jaz sem rekel, da so oni še premladi. Ampak, da to je ekipa prihodnosti, ki mislim, da bojo harali vse na konc koncev. Stari Čiča še vedno pride skoraj na vsak trening. Tam ga pripeljejo trije sosede in pol s tistim, ki more govoriti, na kratko govori, pove. Jaz mislim, da so oni ekipa prihodnosti in da ni za pričakovati, nobenim ne bo zameril, če še 1 leto ali pa 2 leti bo mogoče v play-offu ne bo to, kar pričakuješ glede na sezono. Ne? Cool, mislim, jaz sem rekel, da bomo, jaz sem rekel, da bomo pač NBA Talk prihranili in druge serije prihranili za drugič, ne? Za naslednje 2 tedna, ne? Luka, nekaj mi še moš povedati. A je možno? Naslednjič klele on, veš? A je možno, to je ta lisica, Vse sem, vedno bolj sem proti izhodnim vratom. Videl sem že na kosilu. To bo tretjič, jaz sem vam rekel. Dvakrat me je že odpustil. Se zmeni to samo. A je možno, da bo MVP nekdo, ki ni lider v skokih in asistencah, kar se v zgodovini NBA še ni zgodilo? Zagovoriš, da ne bo Jokić. Ja, ker ni favorit. A je možno, jaz mislim, da skoraj zihar, da bo to. Skoraj zihar se bo to zgodilo. Ja, je pa mind-blowing. To je mind-blowing. Mislim, fantje, ne vem, kva hejtate nalakirane nohte, pa zesti oblačne. To ni hejt, še si definitivno zasluži. Še si zasluži, jaz mislim, da bi edino bilo fair. Zdaj še kaj McCain pršel, stari, to pa je. Kva se to dogaja, stari? Kva se to dogaja, pa to je noro, stari. Po moje sam scrolla TikTok, stari. Klehomica. Več o tem, ampak ja, neverjetno. In mislim, da bomo čez 2 tedna, ne bomo še vedeli, kdo je MVP, ampak bomo pa precej bližje razglasitvi. Hvala, fantje, za vaš čas. Hvala tebi. Ni panike. Hvala Lamutu, ker ni prišel. Lamut bo naslednjič tukaj. Ker 5 nas bo klele. Ne bo, ker nimamo kamer dost. Petorka. Misliš, da bi mi dobili kakšen medijski turnir? Vse to je še prostor za Jaz sem začel zdaj trenirati spet. Sicer komi 10 dni tega, dobro. Ampak ja, čez 2 dni smo dobri, Dubl bi ta je še aktiven, Frale je spreman, tebe bi pa pač malo skrival, kot Luka to skrivajo Lakersi. Mene bi dali lepo na šterko, nalagam na hrbet vse in to je to. Tole sam, podajce, gor, horuk, pod rokam. BBB. Veš kaj, če gledam tam direktno konkurenco, Maravič težave s hrbtom, izjemno kvaliteten, vse nas pomete, ampak s hrbtom ne more. Drole te pa pustimo, da šutiramo, nekaj. Zdaj bo jezen, droki. To je to. Se bojo še par drugih, no, ampak pustimo. Hvala lepa, fantje, in hvala tudi vam, drage dame in gospodje. Vidimo in slišimo se čez 2 tedna v AS podcastu. Lep pozdrav.